Dobar večer. Kaj lahko zapremo vrata, samo bi prosil na koncu. Hvala. Smo počakali 5 minut, tako da zdaj lahko začnemo. Tako kot je bilo obljubljeno na zadnjem srečanju, ki smo imeli v Brtnem domu, smo do konca leta pripravili to srečanje ponovno, da predstavimo nekje neko vizijo delovanja kluba oziroma društva v mladinski šoli za naprej. Moram reči, da je bilo eno obdobje, zdaj, ki smo ga preživeli, zelo aktivno tudi z naše strani v mladinski šoli in nekje po analizah in situaciji, v kateri živimo v samem kraju, v društvu, smo pošli določenih zaključkov in vodja mladinske šole Dušan Jarončič in tehnični koordinator šole Peter Fajman bo se kasneje tudi predstavlja, kako je nekje stvar zamišljena v bodoče. Z moje strani samo bi rad povedal, da je stanje v društvu stabilno in da počasi, bomo rekel, stabiliziramo tudi stanje v mladinski šoli. Kot sem že večkrat poudaril, želja je, da na teh novih temeljih postavimo zdravo sredino in predvsem tudi, kar se tiče strokovnega kadra, iščemo in najbolj optimalne rešitve, ki jih lahko v tej situaciji, v kateri živimo, tako po stroki kot trenerjih in ostalih, ki pomagajo po strokovni plati, da poiščemo kader v okolju, v katerem smo in predvsem to, da najdemo trajnostne rešitve, ki bodo dale stabilnost samemu razvoju nogometa oziroma šole tudi v bodoče. Mogoče ste opazili statistiko, ki so objavili. Smo druga, bomo rekel, drugi klub v Evropi med 31 članicami, ki daje približno povprečju 65 minut po tekmi igralcem, ki prihajajo ki so bili najmanj 3 leta v naši šoli. To je zasluga tudi iz preteklosti in to statistiko oziroma ta standard hočemo ohraniti tudi naprej, kar pomeni, da nadaljujemo s tem, da ne glede na rezultata pa na situacijo temeljimo in stremimo k temu, da bo članska ekipa sestavljena pretežno iz igralcev, ki prihajajo iz naše šole. To je za nas veliko priznanje, predvsem priznanje tudi za sponzorje, ki vlagajo v klub in v šolo, kajti denar, ki ga društvo porabi za razvoj same šole, kluba oziroma društva in potem članske ekipe ni bil vržen, bomo rekel, stran oziroma ostaja in predvsem daja, bomo rekel, možnost razvoja igralcem, predvsem pa tudi strokovnemu kadru v sami regiji oziroma samem mestu. Druga zelo pomembna zadeva za nas je, da igralci, ki prihajajo potem iz mladinske šole v člansko ekipo, jih poznamo, vemo, kako so rasli, poznamo njihove kvalitete, tudi šibke točke in skladno s tem potem lahko tudi kasneje znamo koordinirati in voditi pravilno jih in izkoristiti njihove potencijale. Zelo pomembno je tudi to, da nadaljujemo s tem, da hočemo ohraniti nivo sodelovanja v regiji, kajti mi vemo in se zavedamo, da tisti, ki delajo v stroki, da preskoki iz mladinske selekcije kasneje tudi v članstvo in tako enostavljen in da je potrebno ogromno potrpljenja in predvsem je treba najti pravo pot oziroma prave korake, da potem iz mladinske selekcije se pride v člansko, bomo rekel, tako dobro pripravljeni in da ta umestni korak se lahko pravi tudi v tretji ali pa v drugi ligi kasneje in potem je tisti ključen, da se pride v prvo ligo. Jaz kot predsednik se ne vtikam v stroko, ampak skušam nekje skoordinirati zadeve, da grejo v pravi smeri, ampak tisto, kar hočem povedati, ker danes je ogromno staršev in prija včasih na tekmo in predvsem vidim, da tudi nekaj igralcev prisotnih, je pomembno to, da vstopnica za člansko ekipo je poleg
bomo rekel, kvalitete, ki jo vsak igralec da na igrišču, pomembno to, da spada tudi po karakterju v člansko ekipo. To pomeni, da ni narcisoidnosti, da ni egoizma in predvsem zelo pomembno je to, da spoštuje klub oziroma društvo in predvsem imovino, ki jo ta klub ima oziroma ki jo ponuja. Tukaj smo še precej daleč in tukaj je zelo pomembna tudi vloga staršev, ki ste danes prisotni tukaj, da se na tem nekaj naredi. Veste, da zdaj obnavljamo umetno travo in da se nam dogajajo stvari, da se selimo iz igrišča na igrišče za treninge in marsikaj prihajajo pripombe, da se včasih obnašamo, kot da smo ta hlavne v mestu, oziroma da smo največji petelini. Spoštovanje do drugih klubov, predvsem pa tudi do slačilnic v drugih klubih, spoštovanje do tega, da je treba šparati na vodi, na elektriki, da se ne moramo delati norca, ker smo igralci ND Gorica, zato ni toleranca. In ti res povravljam še enkrat, ker vem, da tu nekaj fantov zraven, tisti, ki tega ne bojo spoštovali, nimajo vstopa v prvo ekipo, pa brez zamere. In to, na tem moramo delati vsi, in to je tisto, kar je prav, da si povemo in je prav, da tudi na tem delamo. Da ni pomembno samo, koliko golov bomo zabili, ampak je predvsem pomembno to, da smo ekipa tako zunaj, kot znotraj igrišča in predvsem, da še enkrat ponovim, spoštujemo od imovine pa do hišnika, pa do ekonoma, pa do tista, ki prinaša vodo in tisti, ki puca WC za nami. In to je ključno. Tako, jaz se vam zahvaljujem za vašo prisotnost danes in bom predal besedo Dušanu in potem kasneje ostalim fantom, ki bojo predstavili, kar je. Kar se tiče vprašanj kluba oziroma delovanja, pa bilo kaj takega, kar je, bom na voljo za odgovore. Kar se tiče pa stroke, sta pa Dušan in Peter. Hvala lepa. Hvala lepa. Lepo, najlepše pozdravljam vse skupaj. Vse starše, prisotne otroke, igralci, ki ste tukaj, predsednika kluba, gospoda Komela, Petra, mojega sodelavca, kolega, s katerim smo pripravljali določene stvari. Mi smo se na sestanku 21. septembra, tam v Vrtnem domu, sicer niso bili vsi starši tudi tam, dogovorili, da bomo določene stvari z naše strani pripravili do decembra. Nekje eno vizijo, kako naj bi bila šola izgledala v drugi polovici oziroma v naslednjih letih. In tako stvar smo zdaj pripravili. Namen, ki naj bi bil, je ta, da bi poskrbeli, da bi vzgajali igralce, da smo dobro kar povedali, da želimo, da so naši fantje dobro vzgojeni nogometaši, šolani nogometaši, izobraženi športniki, osebnosti, navajanje dela in reda, čistoče in dela v skupini. Nekaj je tudi predsednik to že omenil. To je bilo izhodišče, ki smo takrat ga postavili in zato smo se danes zbrali, smo nekaj tega tudi naredili. In konec koncev bi želeli, da glede na to, da vsi otroci ne bojo mogli biti profesionalni nogometaši, vrhunski igralci ali pa ne vem, kako bi to rekel, je možno, da vzgojimo tudi dobre nogometne funkcionarje, pripadnike kluba, lahko trenerje zelo dobro na ta način, sodnike nogometne. Mislim, da to je stvar, ki je lahko širše povezana, ne samo na tem, kar delamo na igrišču. In konec koncev, ti naši otroci, ki jih zdaj vzgajamo, bojo nekod starši, in lepo bi bilo, če bi njihovi otroci tudi trenirali v našem klubu, v tem smislu, da bi šlo tako ta reč naprej. No, v tem času, kar smo od takrat do danes, mislim, da smo imeli kar precej sestankov in razgovor z vodstvom kluba, trenerji, igralci in starši. Prijeli smo tudi precej pripomb, sugestij, predlogov, kaj naj bi
delali, kaj naj bi vsebovalo naše delo. Nekaj bom naštel, ne? Na koncu bom povedal, kje so bila kakšna razmejitve, kakšna stvari, ki nismo upoštevali. Pripombe so bile največ na delo trenerja, na delo šole, kluba, razpored treningovih tekem, da ne bil, čeprav se pol to nekako uredilo, zakaj moj fant ne igra, moj fant je zapostavljen, moj je bilo obljubljeno, da bo igral, mi imamo že izbranega novega trenerja, netransparentna poraba, neudeležba na reprezentančnih akcijah, neustrezna prva pomočna tekma, premajhna oprema, na zadnje je bilo še položnice, ki so bile poslane, čeprav nam je bilo zapisano, zakaj je bilo tako poslano, da slabo sodelovanje z ostalimi klubami in informiranost je bila tudi zelo izpostavljena na tem na zadnjem sestanku, ne. Mislim, da tle je bila deloma tudi upravičena. Mi zdaj delamo od predsednika do kolegov tle na tem, da bi vzpostavili končno to, da bi dobili vse informacije tam in pol bi odpadli razne telefonade, klici in taka, ne. Tako da bi, če bi bilo tam osnovne informacije, mislim, da bi bilo za vseh najlažje, ne. Na teh vseh sestankih s tistimi, ki smo se pogovarjali do sedaj, pa smo se prav postavili zahtevo, da se o strokovnih zahtevah ne pogovarjamo. Smo se lahko pogovarjali o drugih stvari, kar se tiče strokovne stvari, glede trenerov, glede dela, tega smo pa striktno se držali, da se o tem ne pogovarjamo. In mislim, da je tako prav, da se moramo tako obnašati tudi za naprej. Ker mislim, da vi morate zaupati nam, ki delamo tle, stroki, ki jo imamo, ukoliko ne bo kaj v redu, mislim, da smo tle mi ta prvi, ki lahko to vidimo, oziroma tudi preverimo določene stvari in nad nami je še gospod predsednik in ostali, pravi, da ste tako meni na Mavrič, ki tudi spremljajo, ter reči, če kaj narobe, da se lahko tako reagira. No, in danes zdaj po tem časi smo tle, ker smo vse to premljeli, ne, naj bi vam danes predstavili nek program dela, kako naj bi ta stvar zgledala. To bo pol Peter predstavil. Sodelovali smo skupaj, smo delali tudi trenerji, so dali kakšne pripombe. Jaz bi rekel takole, ne, to je en program okviren, mislim, da je zdaj najbolj važno, da to uredimo zdaj za naslednje pol leta in še za pol leta je najbolj važno. Mislim, da moramo mi pripraviti stvari za daljše obdobje, ne. Za tiste kratkoročno, mislim, da to se ne obnese. Ta program bo predstavljen, boste videli, mislim, da ne bo prav strogo zaprt, tam bo možnost za kakšna pripomba, če bo upravičena, oziroma če bomo mi ugotovili, da določene stvari ne klapajo, da ne tečejo, mislim, da se bo dalo kaj dodati, pripraviti, dopolniti, mislim, da to ni tisto, da zdaj to je pa to zabetonirano in to bo, ne. Sestavni del tle noter bo sigurno ta del, ki smo ga takrat že jaz, ki sem ga predstavitvi omenil, ne, kaj si želimo napraviti. Ne. To sem vam prej povedal, ponovim še enkrat, želimo ustvarjati dobro vzgojene nogometaše. Se vidite, gledate tekme, kakšni so prav tako, kot ga skoraj na pogledu. Ne. Šolane nogometaše, izobražene, športnike, osebnosti, navajene reda, čistoče in dela v skupini. Mislim, da ta zadnji del je še najbolj važen za te male, do 12. leta. Mislim, da to se verjetno zavedete starši, da tam je tudi naša naloga, da jih najprej naučimo biti v skupini. Ne. In pol je šele, se pol začenja tudi tehnika, mislim, da to je verjetno najtežje se vklopiti eno skupino, ki deluje skupaj, za skupne cilje, ker je sam fant pa v ekipi vidi, da ne more nič napraviti, lahko naredi s pomočjo drugih. Dosti krat se postavljamo kakšne, ki smo pravimo, da so slabši, ne, a če ni tistih, tudi ta naprijed izraza. Ne. Tako da jaz mislim, da ta del bo sestavni del tudi tega, kar smo zdaj pripravili in mislim, da je to prav. Posebno v današnjem cajtu je to delo skupino oziroma navajanja na skupno delo zelo važno, ker veste, telefonino, tam se danes skoraj določeni niti ne pogovarjajo med sabo. No, v klubu se zavedamo odgovornosti, ki jih imamo pri vzgoji naših otrok, pri vzgoji vaših otrok, ne, in skupaj z vami bomo poskušali res, da bomo poskrbeli za ustrezne pogoje za delo, opremo, za tekmovanje, trenerske kadre,
Mislim, da te stvari bomo poskušali najboljši možen način, da se zagotovi. Jaz kot prioritet, da bi dal nekaj cilje, bom povedal točno še Peter. Mislim, da je zelo važno, da izboljšamo informacijski sistem. To bi lahko rešili marsikakšen problem, če bi to res rešili, da damo vse informacije na našo spletno stran. No, to smo že nekaj smo delali na sestankih predstavniki staršev. Mislim, da je treba vse ekipe, da imajo svoj svet staršev, oziroma da starši izvolite nekoga, 2, 3, če je treba nadomestiti, da je lahko tudi ta človek, ne samo, da se sestajate, ampak da tudi pomaga trenerju. Dobro veste, da treneri določene ekipa potujejo okoli, da trener rabi pomoč, oziroma on mora voditi ekipo in bi pa rabo nekoga, da ima izkaznice, da naredi zapisnik, da doma, da spreme gostujočo ekipo, da pokaže, ki so slačilnice, v takem smislu se z nekaterimi smo se že pogovarjali te stvari. Mislim, da je bilo taka stvar dobra, da bi umeli, ne? In v planu je tudi predvidena. Prioriteta je trenerska popolnitev. Mi zdaj imamo kar precej ekip, precej fantov, rabimo še trenerja, tako da bomo zdaj delamo že na tem, da se bi kaj dobilo. Sodelovanje s šolami, sodelovanje s ostalimi klubi, kot je že predsednik povedal, v širši regiji, mislim, da moramo sodelovati na vseh področjih, s tem pa, da res, da na koncu kvaliteta pride v Gorico. To ustrezna prva pomoč, to je že, mislim, da je to že na tem se nekaj naredilo, vendar moramo to še popraviti in povečati v vseh selekcijah je treba povečati pripadnost klubu, tudi pri igralcih že. Določene fante je res zelo lepo videti, kako navijajo, kako s ponosom pridijo na tekmo, nosijo tisto majico. Mislim, da to je treba še nadaljevati in to je vloga vas staršov in trenerov pa tudi, mislim, da to je kar precej. Toliko, mislim, da so te osnovne stvari, jaz bi tako, kako je zdaj tle en strokovni del, bom kradil tam Petro, vi se morate zavedati, da mi imamo do 12. leta vadbo in učenje otrok. Po 12. letu, v glavnem, se začne pa trenirati, drill. Tako da te stvari moramo strogo ločiti. Tako da ne bi kakšenkrat se razboril, ojej, mi smo pa zgubili, da nam jih bili v zbr, da mi še pasem, da nekoga žalim. Tle tudi trenerje opozarjamo, da delamo skupine, da delamo tem, da jih učimo živeti v grupi, da ne bo prihajalo do sporov, da če so spori, da se jih takoj reši, da morajo sodelovati, če hoče igrati, si morajo podajati žogo, te stvari morajo biti. Tako da tle ta del, da 11. 12. leta je ta del. Pol se pa ta kasneje ta stvar stopnjuje in mislim, da pol pa začne že tisti ta pravi proces treninga. Mislim, da to moramo ločiti. Saj jaz gledam na ta stvari tako. Zdaj, vloga vas staršev, vi ste zelo dragoceni. Kakšenkrat je pa lahko tudi kakšenkrat kaj narobe. Zato jaz tle bi bil res, bi rekel, da dajte uporabljati razum pri vaših otrocih, da ne bi prihajali po nepotrebnem do kakšnih sporov z nami, mi bomo oštro postavili tle. Jaz sem že večkrat povedal na sestankih, da ko je bila zborjena reprezentanca, so starši imeli nalogo. Ob 3:30 pripeljte igralce na vhod do vhoda in pridite jih iskati od 6:30. Noter, to je bilo na Brdu pri Kranju, ker je to možno, ker je zaprto okrog in okrog, noter niso imeli vstopa, pa niti trenerji. Tako da, jaz sem bil prisoten in vem, da je bilo to res. To ne zdaj, da vas da pravim, da nas smeste biti zraven, je prav, da ste, samo je treba res malo ločiti, da pač določene stvari narejo skupaj. Jaz ne bi lahko še to samo eno kratko reč to prečital, če ima to ste verjetno že vsi videli, razmišljanje vašega otroka, to se ni mlajši, mislim, da ste nekje to že zapadli na spletih, razmišljanje vašega otroka. Jaz treniram nogomet, trener me vadi in trenira, starši mi ploskajo. To je otrok rekel. Je še en drugi, če lahko, da ne bom predolg, ta malo bolj dolgo, je pa tudi v italijanščini.
mislim, da določene stvari bomo verjetno dali tudi kam na klub. Dragi starši, dragi stari starši, to je tudi otrok pisal. Dragi starši, mi bi rekli nonoti, ne. Če ste prišli gledati, kako igram, si zapomnite. Trener ima nalogo da trenira, sodnik ima nalogo da sodi, jaz imam nalogo da igram. Zabavajte se tudi vi. Vaša naloga je, da spodbujete mojo ekipo, torej ne dajete tehničnih nasvetov, ne kričite, ker me boste zbegali. Ne žalite sodnika in nasprotnike, saj so tudi oni mladi fanti, kot sem jaz. Zapomnite si, da imam pravico zgrešiti. Izgubiti ni tragedija, bodite mirni, uživajte v tekmi. Mislim, da je to kar ena solidna stvar, tako da bi bilo dobro, no, da se malček te določene stvari upošteva. Toliko. Ne vem, če bi bilo še kaj mogoče iz tega, glede kopačk, če vas zanima, ne. Ker sigurno, posebno za deta mlajši, pridejo starši otroci domov, in bi rekli, jaz bi rad take in take kopačke, ne, čevlje nogometne, ne. In pole to, ten članek v nedeljo bil zelo dober, če imate ta časopis, so noter zelo zanimivi članki. To so pisali eni starši, eni psihologi. In med drugim so napisali tudi glede nogometnih čevljev. Očitno je dobil tam vsi otroci so kupili nogometne čevlje, taka in taka znamka je prav povedal, ne, da more tudi oni imeti, če ne ga vsi zafrkavajo. Ne. In ko so starši se pozanimali, kaj so to za eni čevlji, so ugotovili, da ti čevlji so vredni 200 ali 300 evrov, ne, zelo dragi, da niso ta srednji niti, ne. In pol je pa ta, no, tu so pol napisali, kako naj se obnašajo ti starši te gospe. Ta gospe je rekla, da morajo otroka prepričati, ne, da čevlji ne igrajo nogometa, da igrajo nogomet tisti, ki je v čevljih, ne. Tako da ni nujno, da se kupuje taka čevlja. Posebno pa za mladih, ki jim zrase hitro v noga, ne. Ne, toliko ne, bolj za intermezzo, bi pa prosil, bom predal kar besedo. Peter. Lep pozdrav tudi v moje imeno. Moja naloga je danes vam predstaviti ta strokovni model dela v nogometni šoli. Upam, da bom bil dovolj jasen in razumljiv. Predvsem bom predstavil to stvar bolj v laični obliki, zaradi tega, da bo stvar bila lažje razumljiva. Z gospodom Dušanom Jerončičem sva na podlagi želj, uprave, z videnjem, problematike, z videnjem na igrišču, izven igrišča se skupaj, pripravili, si zadali neke cilje in na podlagi teh ciljev smo mi pripravili ta strokovni model dela. Tako da prvo vam bom povedal cilje, ki smo si jih zadali in na podlagi teh ciljev tudi ustvarili to piramido ali strokovni model dela. Naše cilje, ko je že nekih je omenil, tudi Dušan, so pa naslednje. Otrokom dati osnovne življenjske navade in vrednote ter vpeljevati v šport kot način življenja. Dati pripadnost klubu. Povečanje števila otrok. Narediti pravo razmerje med nogometom za vse, grassroots, za tiste, ki veste, kaj to, ter selekcioniranje. V prvih dveh fazah rezultat tekem nima bistvena pomena, bistven je rezultat, ki smo si ga zastavili za razvoj v vsaki fazi. Postaviti ugled nogometne šole na najvišji raven. Zbliževanje šole, mesta in nogometa. Večji nadzor nad posamičnimi selekcijami in razvoj igralcev. Imeti po posamičnih selekcijah med 7 in 10 perspektivnih igralcev. Od U15 do U19 imeti po 4 vhodne letnike v začetni ekipi, v vsaki ekipi imeti po enega reprezentanta, vsako leto priključiti 2 do 3 igralce članske ekipi ter 2 do 3 igralce priključiti članske ekipi v drugi nogometni ligi. To so nekje cilji, ki smo si jih zastavili za bodoče. Tako da, mi smo naredili neko organizacijsko
piramido. Ta piramida je, bom rekel, sestavljena iz 4 sklopov. 4 sklope smo pa tako razdelili. Ker smo piramido razdelili na 4 dele, želimo s tem bolj podrobno in bolj posamično, specifično prilagoditi vadbo ter proces za posamezne sklope. S tem bomo imeli večji nadzor nad delom ter hitreje reševali morebitne težave v procesu treniranja ali napredovanja. Se pravi, s tem načinom dela po manjših sklopih bomo imeli bolj pod drobnogledom delovanje in preprečevanje zamujanja. Tako da vam bo lažje razumeti, mi smo dali V7, V8, V9 v eno piramido, 10, 11, 12 v drugo piramido, 13, 14, 15 tretjo piramido in zadnjo piramido 17, 19 članov. Vemo vsi, da je bistveno pomembno, da si želimo pripeljati čim več igralcev v člansko ekipo. Zraven te skupne piramide smo dodali še eno. To bom pa kasneje razložil, zakaj. Sklopi so tudi razdeljeni, da bomo lažje naredili pravilno razmerje med nogometom za vse in med selekcioniranjem, kar sem prej že povedal naš cilj. Prvi sklop ali piramida, ki je V7, V8, V9, je namenjena najmlajšim in osnovna naloga je bistvena pomena spoznavanja dela v skupnosti, spoznavanja društva in nogometa ter jih spoznavati z osnovnimi življenjskimi vrednotami. Tukaj je najpomenuje, da otroci vzljubijo klub in nogomet, ter da se navadijo osnovne nogometne veščine. Zato bomo dali velik pomen na vse igranje nogometa ter zabavnimi dodatki. Drugi sklop ali pa piramida je prioriteta otroke zbližati z nogometom in nogometom kot načinom življenja. To je faza, kjer nogometno gledano začnemo dodajati dinamiko ter nadzor nad njihovo rastjo z veliko koordinacijskimi in motoričnimi treningi. Kot v prvi fazi nam je tudi tukaj tekmovalni rezultat ni bistvenega pomena in je irrelevanten. Tukaj je pomembno, da realiziramo naš cilj napredovanja. Tretji sklop, kjer bo tudi se v tem nadaljnem obdobju, zdaj bom rekel z januarjem, največ začelo delati, je pa počasi vpeljevanje v pravi sistem nogometa in razvijanja fantov nogometašev. Zato bo vzporedno tretji in četrti piramidi bila tudi razvijalna piramida, namenjena igralcem, ki mogoče v tistem trenutku ne dosegajo še želenega standarda ali standard. Potek te piramide je sledeč U13, 14, 15. V prvem delu bo recimo U13 kot do sedaj normalno igrala in delovala. V drugi fazi pa začne pridobivati izkušnje na velik nogomet. V praksi pomeni tekme 11-11. Veliko treningov skupaj z U14 ter priključevanje posameznikov vsako toliko na trening ali tekmo k U14. U14 bo sestavljena naslednje leto samo iz vhodnih letnikov U15 in bo štela približno tam 15 fantov, 3 do 4 vhodne bomo pa že tako priključili 15, pravi v prvo ligo. Ta selekcija U14 bo bistvena pomena za nadaljni razvoj fantov. Tle so v bistvu pomen prve seznanjene s taktiko. Spravi, na U14 bomo recimo dali velik pomen za taktični razvoj fantov. Kaj je ta razvijalna piramida? Razvijalna piramida je to narejena, v bistvu onako povedal z drugimi besedami, da je to nekako druga ekipa, če ste tako slišali, lahko se zveni malo čudna, ampak pomeni, da bo sestavljen lih tako iz U15, 17 in 19. Mogoče v tem trenutku, rekel fant,
ni še sposoben pa U15, rekel, ne daje še želenih ciljev igrati za U15 prvo ligo, bomo pač postavili, da bo zaradi njegovega razvoja bomo dali v U17 MNZ ligo, da bo pač lahko napredoval, da bo imel tako močnejšo tekmo, se pravi izhoden U15, bo igral kar U17 MNZ ligo. Vemo sami, da med 15 in 17 let, takrat 14-17, prije do največja razvoja. Nekateri so v zaostanku z razvojem in jih po večini že kar odpišajo, ampak zaradi tega, da bomo še vedno, rekel, lahko imeli te fante in še kakšne apotelje ven, bomo pač usporedno napravili to piramido dodatno. Zavedamo se, da s tem bomo potrebovali nove trenerje, več trenerjev in tako naprej. Vse to smo seznanjeni. Ta zadnja, se pravi četrta piramida, je pa, bom rekel tako nekako, ta zadnja sito, kjer je pa U17 in U19, kjer želimo napraviti ekipe, ki imajo res pravi proces treniranja in jih pripravlja tudi za člansko ekipo. Tako nekako ne bi organizacijsko funkcionirala piramida nogometne šole. Zdaj, kar se tiče samega učenja ali pa procesa ali pa zadev, to bi pač trenerji dobili vsak, kaj bomo pri vsaki določeni selekciji osvojiti, ne? To ne bomo se dotikali teh tem. V tem prvem delu, se pravi zdaj od januarja do junija, bomo mi že začeli s tem nekako delovati. V tem obdobju prehodnem bomo skušali stvari, ki bomo videli, da mogoče ne teče ali pa da niso tako, ko smo si zastavili, in bomo lahko popravljali. Tako da bo recimo v novi sezoni stvar narejena, da zalaufa brez navednicah napak. Največ bomo pa zdaj morali napraviti, se pravi v tej tretji, se pravi prvo 13, 14 in 15. Le bojo največje spremembe, kar se tiče letošnje sezone, bo tle mogoče največ sprememb v delovanju. Želimo si tudi strokovno-tehnično organizacijo posameznih selekcij in piramid. Se pravi, kaj to pomeni? Kot je Dušan že prej povedal, želimo v vsaki ekipi, recimo U19, imeti trenerja, pomočnika, tehničnega vodjo in mora biti lahko predstavnika staršev. In tako želimo vsaki selekciji, z nekaterimi selekcijami smo to že začeli, z U14, 15, 17 in tako naprej bomo šli, da bomo to do konca leta naredili, da bo v novi sezoni tako, ko mora biti. Pri recimo v mlajših selekcijah bomo dali, bomo rekli, jih tako tehnični vodja, lahko te ekipe, lahko več jih, ne, ampak da nekako trenerji, bodi si na teh turnirjah, bodi si na tekmah, karejo, nekako pomaga s fantami ali pa nasplošno take stvari, kot trener ima, mora rekel, druge obveznosti, da mu nekako pomaga. Zdaj, velika večina sprašuje, kako bo pač po vprašanjah, kar se tiče turnirjev in tako naprej. Mi smo si za te prve dve piramide zastavili, da bojo fantje čim več, kar se bo dalo, hodili po raznih turnirjah, raznih takih prijateljskih, takih turnirčkah, mini turnirčkah in tako naprej, ker smo rekli, da tle rezultat ni bistvena pomena, bomo tudi na ta turnirčko forsirali, da se fantje obračajo in da čim več fantov igra čim več turnirjev. Se pravi, da ne bo vedno eni in isti hodili. Zdaj, zakaj nekateri sprašujejo, zakaj ne gremo na turnir, ne vem, v Italiji, tja. Mi, kot je že predsednik povedal, smo v bistvu vodilni klub v regiji in je prav, da smo pri
prisotni na turnirjih, ki so okoli nas. Da v bistvu spodbujamo ostale klube, katere organizirajo turnirje in da smo mi tam prisotni. Za ostale turnirje bomo tudi hodili, na tiste turnirje, ki bo stroka ocenila, da se na turnirje splača navednica, da je za nas to dobro. Kar se tiče pa selekcije, od U13 naprej bomo pa, ko je tle prikazano, tudi razvivali fante, se pravi, da ne bomo več hodili na neke, bomo rekel, tako turnirčke, bomo raje uporabljali cajt za tekme, katere bojo služili za razvoj fantov. Tam smo se tudi zastavili, da je prvi korak nogometu in zato bomo temu tudi tako sledili. Zdaj, jaz, da vam bi kaj več pač povedal, je bolj strokovne narave, kako bo ta stvar potekala. Jaz sem vam tel sam prikazati, kako bo nekako organizacijsko ta stvar tekla. Če mora biti ima kakšno vprašanje, kar želi, da ni bilo jasno, lahko postaviti. Če ne, jaz sem z mojim prikazom te pač zaključil, tako da, če imam to še kaj za povedati. Je kakšno vprašanje? Da ubijemo tišino. Če ni, oziroma če je, lahko tudi, če imate kakšno drugo splošno vprašanje, bo še Dušan imel nekaj. Ja, lahko nekaj hoče. Ja. Sem predsednik sicer že omenil, jaz sem glavno govoril od staršev, ki ste tle, vidim, da so tudi igralci tle, to ne pomeni, da igralci so brez obveznosti, ker tam je tako izpadlo, da sem samo vas ne kritiziral, da je nekaj naloge. Mislim, da fantje, ki so tle prisotni, se morajo zavedati, da morajo trdo delati, da samo nič ne pride in ne bo nobeden mu ne bo podarjeno. To lahko veste vsi in zares se morate potruditi in garati na igrišču. Poslušati trenerje, upoštevati stvari in na tekmah daje čim več od sebe. Predvsem pa morate res mora biti sodelovanje. Vse gledate mednarodne ekipe, Champions, tekma in vidite, da če ni sodelovanja, danes v ekipi na prejšnji kamer. Tako da tle je tudi predvsej obveznosti vaših. Drugo, kar je, mogoče bi še dodal, že ko sem malo pozabil omeniti fair play. Jaz sem malo gledal, ko sem prišel, zdaj sem imel malo cajta, sem se igračkal, vse to spremljate tudi vi, vsi. Mislim, da nismo prav preveč na visoki lestvici fair playa. Kaj to pomeni? To so tiste naloge, ki sem jih omenil v začetku, s Petrom in jaz, ki sem jih dal omenil, se pravi to obnašanje, prihod na tekmo, na tekmi obnašanje, po tekmi, vse to spada v fair play, to dobiva klub točke, mislim, predvsem na igralca največ, tudi trenerje obnašanje in tega tehničnega če zraven. Mislim, da tle niste prav preveč na visoki, gledal sem bolj za kadete mladince, mislim, da so v 15 malo višji, a to je bilo že po par kolah, Tako da tle bi rad tudi to dvignil, se pravi, to je vse povezano, veste. Kako vzamete treninge, obnašanje do trenerja, do treninga samo, do trenerja, do funkcionarjev klubov in odnos na tekmi. To se vse vidi skozi to. Je kakšenkrat res kakšen karton tako, pa nepotrebne, večina jih je upravičen. Zato tle bi bilo dobro res tudi na to malo popasne, predvsem igralca se misli tle. Zdaj glede v strokovnem delu, Petra, če smo omenili, mislim, da je tudi del individualnih treningov, ker to je že nekaj, se dela že zdaj. Zdaj so sami igralci, mislim, da imajo tudi golmani že to delo, če vsi naveste, in da to že poteka neki gimnastični trening.
tudi za te golmane. Tako da počasi upajmo, da bomo še za druga ta stvari, osnovno gimnastiko govorimo, probali pripraviti. Toliko ali hvala. Ima kdo zdaj še vprašanje? Ni. Jaz bom potem, če ni, podal še eno sklepno misel oziroma še dve informacije. Dobili smo eno dobro idejo v upravi in se pogovarjamo tudi z izvajalci in sponzorji. To bomo predstavili potem tudi občinske oblasti in športnemu zavodu, da bi rešili še en del vadbenih površin v nekem obdobju leta 2, če se bo dalo tudi prej, ker bi lahko potem nekje združili člansko in mladinsko ekipo, da se nekje najde tudi na istem terenu in da nekje postavimo možnost, bomo rekel, direktne konkurence oziroma da se bodo tudi mladinci zavedali, kaj jih sledi tudi kasneje ali pa tudi kadeti. Tako da to je ena zadeva, ki je po naših načrtih uresničljiva tudi z majhnim finančnim vložkom. Je pa res, da v tem trenutku sam klub tega ne bi mogel financirati in če bomo naredili skupni interes z lokalno skupnostjo in ostalimi, bomo lahko pridobili na tem. Je pa res, če se vrnem nazaj na Dušana, naša članska ekipa je na prvem mestu fair playa. To pa je dejstvo. In je že nekaj let blizu, tam prva, druga. To pomeni, da če hočemo, smo lahko prvi, vsaj v tem segmentu. En del odgovornosti sigurno nosi samo društvo, da je tako, kot je včasih, in da igralci, ki se tuširajo, si perejo kopačke po tušu in točijo po zidu. Jaz mimo tega dejstva ne more biti. In eni fanti so tudi danes tukaj noter, tako da se boste sami potrpili po duši. In to ne v naši slčilnici, ampak v slčilnici kluba, ki nam je dal zaston, da lahko treniramo. To jaz ne prenesem. Dejstvo je, da kadeti mladinci zapravijo več žog, ker jih ne gre pobrati, kot članska ekipa. Če članska ekipa lahko pobera žoga, okrog lahko tudi kadeti in mladinci. Ampak ta del odgovornosti je na naši strani in to bomo razčistili. Jaz sem človek, ki ponovadi razčistim, ne maram zgodbic potem, da mi hodi nekdo v pisarno za svojega sina ali pa za svojega otroka neka druga zgodba presti. Klub vsaki evro investira v to, da se gradi. Tudi trenerji se zavedajo svoje odgovornosti, še večjo bojo imeli, uprava še večjo odgovornost, bolj ko rastemo, več želimo, ampak povsem popolnoma racionalno. In tudi otroci, ki igrajo, ne govorim za une 6, 7, 8, ampak tista 15, 16, 17, 18, 19, se bomo morali zavedati odgovornosti. Če ne, tega prostora v članski ekipi ne bo. Ker prvo je družbena odgovornost, drugo je vzgoja otrok in spoštovanje do tega, kar imamo. In ponavljam še enkrat, prvi del odgovornosti prevzamemo mi za to, ker vemo, kakšna situacija je bila v klubu, kakšna anarhija je vladala in kako so te stvari postavljene. Ampak počasi stopnjujemo to disciplino do tega nivoja, da se bo točno vedelo, da je treba reči dober dan, ljudem, ki hrijo mimo, da se stari gospe, ki hrijo mimo, treba umakati, ne bi več žogo po cesti. Vse to je sestavni del tega športa. Jaz kot predsednik hodim spremljati tudi trening, ne si mislim, da ne, mladinska, kadetska in nižje selekcije in opazujem in gledam stvari. In dejstvo je, da smo bili v situaciji, ker malo neh mali delal vsak, kar je hotel. In to, ponavljam še za tretjič zdaj, je odgovornost kluba v prvi fazi. V drugi fazi je pa prav, da si povemo in da tudi tako prav. In na tem delamo. Tako da, fair play je odvisen od tega, koliko delamo. Jaz sem tudi naši članski ekipi povedal, da krize ni, če ne zaspimo. Če zaspimo, da zamudimo zjutro, je panika, treba laufati službo, gremo skozi rdečo luč, vozimo 150-70, nas postavi policaj, plačamo kazen. 200 evrov je kriza v familiji, ker je zmanjkalo 200 evrov proračuna družinskem. In isto je v nogometu, če zaspiš, če zaspijo trenerji, če zaspijo igralci, če zaspijo uprava, kar naenkrat ni točk, ni rezultatov.
In takrat je kriza. Pride dan, pride mesec, nima sreče, ne gre žoga noter, treba trdo delati, greš korak naprej, treba vlagati, to vse razumemo. Ampak še enkrat, vsi tisti, ki ste bolj tesno povezani okrog mene, je treba samo vlagati, delati, stroka, driblati, ponavljati, vlagati, truditi. Mi moramo ogromno vlagati, prodati, kasneje in nekaj malega vložiti. Tako bo vizija kluba v bodoče. Ker mogoče smo danes, jaz lahko z velikim ponosom povem, mogoče klub v Sloveniji, ko smo zdaj Olimpijo in Maribor, ampak takoj zadaj smo mi, ki imamo sigurno po številu finančnega vložka od sponzorjev največ. In trenutno nas sponzorji držijo po koncu in to hvala Bogu. Ne tako. Ampak v bodoče bo treba dosti delati, dosti vlagati, prodati, tudi kasneje, da bomo dali svoj prostor svojim ljudem. In to je bistvo. In zato vemo, da danes za igralec, ki hoče iti v najboljši, med dobre pogoje, mora biti prvi v osebi dobro vzgojen. In ne se čuditi, to ni grožnja, niti ni nobenega od vas, ne se čuditi, če v bodoče s kakšnim igralcem bomo prekinili sodelovanje. Govorim tudi v mladinski šoli. Če bo kvaril situacijo v slačilnici in delovni red in rušil sistem, ni pač za nas, lahko bo šel v sredino, mogoče boljši. To je prvi predpogoj, ki bo veljal v mladinski in ki zdaj velja v članski ekipi. Slačilnica mora biti enotna. To je ključno. In dejstvo je, da fanti, ki so bili problematični v drugih klubih, ki so prišli k nam ali pa od nas, ki so šli drugam, je bila situacija zmeraj enaka. Se stvar ne spremeni. In homogenost, enotnost je tista, ki nas drži danes po koncu. In na tem bomo gradili. Mi nimamo milijonov, niti jih ne moramo pričakovati, niti ne bo padla mana z neba, ampak samo na lastnih temeljih delu in predvsem to, da ostanemo tudi kasneje samostojen klub, kajti izkušnje z raznimi vlagatelji in investitorji, vemo, kakšna je situacija tudi v slovenskem nogometu, če pogledate Rudar, Koper, Krško, Celje, ker so lastniki Ukrajinci, Srbi, en je sedel tam, drugi tam. Mislim, da tako, ko se imamo zdaj dobro, malo bolj revni, ima zadovoljni, čisti računi, poslovanje je v redu, je to tisto, kar je trenutno Gorica rabi in če bo prišel en dan, kdo, ki bo hotel kupiti Gorico, bo pač mogo pokazati, da je sposoben, ko bo lahko kupil, takrat pa Gorica ne bo na prodaj in bo ostalo društvo ljudi, ki združuje sredino v Gorici in ki daje predvsem regiji možnost, da se lahko razviva. Tako, če nimate, jaz se vas zahvaljujem in za vse vprašanje imate tukaj vodjo šole, je Dušan, on je, bom rekel, tisti, ki povzame odgovornost in tisti, ki vam bo lahko odgovoril na vaše vprašanje. Če pa kaj narobe, je pa Sebastian, kateremu lahko pišete maile ali pa ga bo najboljše, da pišete maile in da poveste svoje in potem se lahko rešuje stvari. Drugače smo pa zmeri na voljo, tako da se lahko dobimo tudi večkrat na leto tukaj v tem prostoru, da se lahko potem nekaj povemo. Hvala lepa.